pozdrav vsem skupaj. Torej, prva delovna skupina se je ukvarjala z javno veljavnimi programi, ki ne dajejo formalne izobrazbe po zakonu o izobraževanju odraslih. In sicer, kot je bilo povedano včeraj, veste, so to dve vrsti javno veljavnih programov po 16. členu, in sicer programi za pridobivanje in izvrševanje delovne pismenosti in temeljnih zmožnosti in programi za izboljšanje splošne izobraženosti. Torej, poleg vrst programov, veste, da je zakon določil tudi pogoje za izvajanje teh programov za izvajalce, obvezne sestavine, pogoje za vpis v razvid za izvajalce, pogoje za strokovne delavce in tudi to, da organizacije v javni mreži svetujejo in napotujejo odrasle v javno veljavne programe. 17. člen zakona določa tudi to, da se pripravijo izhodišča za pripravo javnih veljavnih programov in ta naloga je naložena Dragoškemu centru Slovenije, sprejme pa jih strokovni svet za izobraževanje odraslih. Pristojno ministrstvo je imenovalo delovno skupino, ki je začela delati že nekje sredi leta, ni pa z delom še končala. Zato smo pravzaprav ta posvet videli, zagledali tudi kot priložnost, da pridobimo iz prakse nekatere vaše izkušnje in predloge v zvezi z izvajanjem javno veljavnih programov, ki bi jih lahko, ki jih kaže upoštevati pri pripravi izhodišč. In sicer izhodišča, kot veste, imajo dvojno nalogo, se pravi služijo seveda kot kaže pot za pripravo javno veljavnih programov, služijo pa tudi kot nekakšen izhodišče, kriterij za ocenjevanje ustreznosti javno veljavnih programov v postopku sprejemanja. Seveda smo želeli tudi pridobiti konkretne predloge, ker prihajate pač iz različnih lokalnih okoljih, ki jih vi najbolje dobro poznate, kjer vi vidite potrebe po novih javno veljavnih programih. Torej, mogoče je ena rdeča nit, ki se je vlekla skozi našo pripravo, delo v naši delovni skupini, pa tudi mogoče skozi delo te delovne skupine včeraj, je to, se pravi, kaj pravzaprav je dodana vrednost, kaj je vrednost teh programov za odrasle v odnosu do formalnega izobraževanja in tudi v odnosu do neformalnega izobraževanja. Kaj pravzaprav, kakšno vrednost po domače imajo za odrasle? In če zdaj pogledam vaše rezultate z vidika dela našega včerajšnjega, se mi zdi, da smo dobili neko potrditev dilem, odprtih vprašanj, ki so se delovni skupini pojavile v dosedanjem delu, da smo na pravi poti. Seveda nas pa še čaka zelo konkretno in operativno delo pri dodelavi posameznih vidikov, s katerimi ste se strinjali, recimo z modularizacijo programov, z odprtim kurikulom in z nekaterimi drugimi sestavinami programov. Torej, delovna skupina včeraj je bila zelo številčna in tudi zelo angažirana, torej komaj, da smo ob 6. zaključili delo po celodnevnem delu. Tako da se vam najprej zelo, zelo lepo zahvaljujem, da ste pokazali tak velik interes za to, da se to področje sistemsko in izvedbeno uredi, tako kot je treba. Torej, izbrali smo si SWOT metodo, SWOT analizo, ki kot veste zelo zahtevna in pol ure časa, ki ga je delovna skupina imela na voljo, pravzaprav sploh ni bilo veliko. Pokazalo se je, da ima delovna skupina seveda zelo veliko izkušenj pri izvajanju teh programov, se veste, da nekateri programi obstajajo že več kot 20 let. Prisotni so bili tudi pripravljalci programov in seveda tudi načrtovalci politik. Torej, vprašanja, ki smo jih obdelovali, so naslednja. Kaj so prednosti tega, da imamo v sistemu javno veljavne programe za odrasle, ki ne dajejo javno veljavne izobrazbe? Kaj so morebitne slabosti? Kakšne priložnosti nam prinaša to, da jih imamo v sistemu, predvsem z vidika novih potreb, po pripravi novih programov in na katerih področjih? In kaj so tudi morebitne nevarnosti, ki jih vi zaznavate v vaši izobraževalni praksi? Predlogi si lahko mislite, vsaj 70 jih je bilo, če bo toliko članov skupine, in delovali smo v 7 skupinah. In sicer so programi oziroma predlogi so se nanašali tako na neposredno delo in jih lahko uporabimo pri delu skupine,
Zelo veliko je bilo pa takih, ki se nanašajo na nadaljne sistemsko umeščanje in urejanje položaja teh programov v vzgoji in izobraževanju. In ta širši vaši razmisleki so povezani tako z urejanjem financiranja, kot z promocijo, kot z nekaterimi drugimi vidiki, ki pravzaprav nekaj niso neposredno povezani z delom te skupine, ki ima pač zelo specifičen mandat. Se pravi, to, kar moramo upoštevati in reka se je potrdilo, je to, da podpirate odprti kurikulum, ki se določa glede na potrebe lokalnega okolja in individualne potrebe. Podpirate tudi modularizacijo, še posebej pri dolgih programih, pri čemer ste nam dali oziroma nas napotili, da preučimo vrednotenje s kreditnimi točkami, ker je to smiselno. Potreben je nov premislek, kaj so to temeljne zmožnosti, je to sinonim z ključnimi kompetencami, je to nekaj drugega. Potem eksterno preverjanje in pridobivanje znanja v teh programih, naprimer v jezikovnih programih, je smiselno. Odločiti se je treba, da je to smiselno čisto v vseh programih. In seveda strinjate s tem, da je priznavanje predhodno pridobljenega znanja tudi potrebno. To, kar ste še povedali, nekaj med splošnimi predlogi, je to, da je potrebno ugotoviti skladnost razpisov za sofinanciranje z vsebino in ciljnimi skupinami, ki jih posamezni programi predvidevajo. Pripraviti je treba nove programe za dvig ključnih kompetenc in seveda izvajalce je potrebno primerno usposobiti tako za promocijo in motiviranje udeležencev za vključitev, se pravi za outreach. Zdaj, posamezne prednosti po tej metodi so prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti. Tega je veliko, izpostavila bom samo nekaj, kar sicer časa ni za vse, smo si pa vse zapisali, upamo, da smo tudi vse razumeli tako, kot nam je bilo sporočeno in vsekakor jih bomo ponovno preučili v delovni skupini. Se pravi, kje vidite prednosti vi kot izvajalci? Se pravi, dobro se vam zdi to, da zahtevajo usposobljenost izvajalcev, potem, da imajo ti programi opredeljene standarde znanja in preverjanje njihovega doseganja, da obstaja enoten postopek razvoja in sprejemanja programov, da v tistem delu, ko se nanašajo na razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti, v bistvu zagotavljajo doseganje tega cilja in tudi osebnega razvoja, kar vodi v opolnomočenje. Nekateri programi imajo opredeljene elemente za evalvacijo učinkov, to ni obvezna sestavina sicer javno veljavnih programov po novem zakonu, omogočajo odraslim prilagojene oblike preverjanja znanja in ker so krajši, dajo poglobljeno znanje in so lahko zato zelo gibki in se lažje prilagajajo določenim potrebam. Širši vidiki, ki se, kot sem rekla, presegajo delo naše skupine, so pa pravzaprav zelo pomembni za načrtovalce politik in tudi za pripravljalce programov v naslednjih korakih. Torej, poudarjali ste med prednosti to, da država zagotavlja javno veljavne programe za najbolj ranljivi del odraslih v Sloveniji in tudi za specifična področja splošnega izobraževanja. Poudarili ste, da ti programi, še posebej delu, ko se nanašajo na ranljive skupine, tržno niso zanimivi, zato jih brez podpore države najbrž ne bi bilo. Torej, pomembno se vam zdi to, da država z javno veljavnimi programi zagotavlja kakovost priprave in izvedbe, da ti programi zagotavljajo krepitev splošnih kompetenc, ki jih je težko razvijati in so pripravljeni za področja, ki so v javnem interesu oziroma predstavljajo nacionalno prioriteto. Torej, slabosti, če gremo na naslednjo, tudi tukaj ste opredelili celo vrsto stvari. Za pripravljalce izhodišč se nam zdi pomembno naslednje, in sicer to, da je postopek sprejemanja zapleten, dolgotrajen, o tem zagotovo se bomo morali skupaj z načrtovalci politik pogovoriti. Rekli ste, da so nekateri programi predolgi, izpostavili ste posebej UŽMDM, moje delovno mesto, določeni pa so prekratki.
Izpostavili ste to, da so programi preslabo prepoznani strani odraslih samih, ni natančno opredeljena razlika med temi programi in formalnim izobraževanjem, ni jasno, kakšna je vrednost teh programov za odrasle, kakšno vrednost ima javno veljavna listina, kakšne so možnosti za priznavanje znanja, naprimer v nadaljnjem izobraževanju in tudi pri zaposlovanju. Izpostavili ste tudi to, da ko se znanje preverja na netradicionalen način, recimo s pomočjo zbirne mape ali opisnega ocenjevanja, da je manj zaupanja v tako ocenjevanje in dvom, da ali so standardi znanja doseženi. Poleg tega ponovno niso peljani postopki za priznavanje tako pridobljenega znanja v formalnem izobraževanju, kar se je pokazalo tudi v dosedanji praksi. Širši vidiki z vidika slabosti jih je tudi kar precej. Povedali ste, da so programi slabo prepoznani v širšem sistemu vzgojnega izobraževanja, najbolj ste to izražali tisti, ki prihajate iz drugih delov izobraževalnega sistema, iz srednjih šol. Tudi to, da delodajalci obstoječih programov ne poznajo dosti zlasti mali delodajalci. Preslabo se vam zdi, da je širša in ožja javnost informirana o možnostih pridobitve različnih temeljnih zmožnosti skozi te programe. Slabost je seveda nestabilno in projektno, nesistemsko financiranje, težave z motiviranjem in napolnitvijo skupin. Vidite, da je premalo povezav v mreži izvajalcev, da je premalo skupnih srečanj in povezav s ciljem izmenjave dobrih praks. Rekli ste tudi, da ti programi niso prilagojeni potrebam trga dela, da ni nadzora nad izvedbo in da najbrž ni motivacije za vključitev pri odraslih tudi zaradi tega, ker ne omogočajo pridobitev izobrazbe. Kje ste videli priložnosti? Se pravi, z vidika nas, članov delovne skupine, torej zelo konkretni ste bili pri določitvi fleksibilnega dela predmetnika. Rekli ste, da bi ta mogel obsegati do 25% programa in seveda odvisno od potreb okolja in tudi udeležencev, da je priložnost to, da se skozi te programe bolje spozna ciljno skupino in da se lahko tudi boljše prilagaja same programe ciljnim skupinam, da izobraževalci skozi delo v teh programih postajajo specialisti za to področje, da bi to morali znati poudariti in biti tudi ponosni na to. Omogoča integracijo splošnih in tudi specifičnih znanj, mogoče ste tudi mislili tukaj poklicnih, ampak tukaj moramo še preveriti, kaj točno ste mislili, da omogoča umestitev v sistem, kar sem že povedala, da bi se morali, kot priložnost vidite, ti programi posodabljati na vsakih nekaj let in da je priložnost tudi za nadaljne krepitve znanja izvajalcev programov. Mnogo priložnosti ste videli tudi v tem širšem vidiku, se pravi priložnost za stabilnejše financiranje in omogočanje, da so ti programi brezplačni za udeležence, priložnosti za pripravo novih programov za nova področja kompetenc, spretnosti, tudi za aktualizacijo znanja, za pripravo programov za krepitev splošne razvedenosti, tukaj ste izpostavili zdravje, trajnostni razvoj, podjetnost, socialne kompetence in druga področja. Priložnosti, da se tudi bolje izobraženi vključujejo v te programe in zapolnjujejo določene, aktualizirajo svoje znanja oziroma dopolnjujejo manjkajoča znanja. Omenili ste, da je to priložnost tudi za programe iz razvojnih aktivnosti, ki jih je spodbudilo ministrstvo v letu 2017 in za vrsto programov, ki so bili pripravljeni v različnih asociacijah. Torej, priložnost je tudi, da se ti programi, glede na določila razpisov, program pripravljajo in načrtujejo v sodelovanju z delodajalci in sindikati in z drugimi resorji. Omenili ste tudi nek nov vidik, o katerem mi še nismo razmišljali, in sicer mednarodna primerljivost. Povedali ste, da če bi imeli ti programi tako postavljene standarde in priznane kompetence, ki bi bilo možno priznavati v sosednjih državah, vsaj, da bi bilo prehajanje na trgu dela lažje za delavce, ki delajo na obeh straneh meje.
Zdi se mi pomembno tudi to, da ste opozorili, da ni programov tovrstnih za mlade brezposelne, ki potrebujejo mentorsko podporo pri samozaposlovanju in zaposlovanju. In tudi ste izpostavili, da imamo veliko nejavno veljavnih programov, katerih kakovost je vprašljiva, predvsem pa ne privabljajo ranljivih skupin ali pa ne naslavljajo družbenih problemov. Še nekaj stvari? Minutke? Torej, še nevarnosti mogoče za pripravljalce izhodišč, torej tržna usmerjenost, zaradi nepoznavanja vloge in poslanstva programov in posledično zanikanja, da so ti programi potrebni. Torej, nevarnost ste ugledali v tem, da bi razmišljali o teh programih kot programih, ki so primerni za tržno ponudbo, kar najbrž je zdaj jasno, da to ne more biti, temu ne more biti tako. Torej, opozorili ste na dolžino programov in ste predlagali delitev na module in tudi ste se spraševali, ali so programi odgovor na potrebe časa. Naprimer, izpostavili ste, da je premalo programov tovrstnih za področje trajnostnega razvoja. Torej, mogoče še za zaključek dve misli, ki so se pokazali v razpravi. In sicer v Sloveniji ste povedali, smo razvili model za izobraževanje ranljivih skupin, v katerem se programi med seboj lahko povezujejo tako, da se znanje povezuje in tudi nadgrajuje. To se nam zdi z vidika udeležencev zelo pomembno, kajti z večkratno vključenostjo lahko odrasli pridobijo paleto temeljnih zmožnosti in kompetenc, glede pač na njihove aktualne izobraževalne potrebe. Glede dolžine programov se nam pa zdi tudi pomembno, da izpostavimo to, kar je bilo rečeno v razpravi, da vsi, ki smo kadarkoli bili v skupini z ranljivimi skupinami udeležencev, vemo, da so njihova temeljno znanje in spretnosti nizki. In če sami izvajalci ne bomo stremeli k temu, da jih v teh programih ne bomo naučili opredeljenih temeljnih znanj in spretnosti, potem sami sebi pravzaprav jemljemo ugled. Torej, ali lahko nekoga, ki v letih formalnega šolanja ni pridobil nekih temeljnih znanj, lahko v 10, 20, 40 urah naučimo potrebne ravni matematike, slovenščine in drugih temeljnih zmožnosti. Udeležencem ste rekli, moramo v programih dati to, kar je zapisano v katalogih znanja. Pri spraševanju teh programov moramo biti zelo previdni. Torej, nadaljnja obravnava vaših stališč in predlogov, torej vsekakor jih bomo predstavili na prvi seji delovne skupine, ki bo sredi novembra, in seveda bomo povzetke vaših razmišljanj predstavili tudi na strokovnem svetu, predvidoma decembra, mogoče januarja. Hvala za pozornost.